Dober dan, od srede do srede s kolegom Markešem Živijo, lepo zdrav. Gamava, Koga? ministra za zdravje. Ja, imamo marsikaj in o marsičem se danes bova pogovarjali, zelo lahko pogovarjali, minister za zdravje pa še nima. Kako to razumeš? Pač razumem v luči najave, da bo oktobra ta predlog, oziroma da bo zdajšnji VD, če tako rečem, to je predsednik vlade Golob, predlagal ministra z oktobra meseca, pri čemer pa po vsem tem, kar zdaj čemur sledimo, dogodkom in tako naprej, in tudi v zvezi z dr. Trumpušem in tako naprej, imam občutek, da igra spet nekaj nečista. Ne prehitevajmo. Tisti problem, ki ga jaz vidim, to je že četrtletje. Smo v procesu iskanja ministrice ali ministra za zdravje. Četrtletje je tako, če bo mandat res trajal 4 leta, je četrtletje 1/16 mandata, kar ni tako zelo malo. Ja, hkrati pa prioriteta te vlade, kot poslušamo od začetka, pravzaprav zdravstvo. Ja, v ponedeljek je Godec oziroma SDS predstavniki v parlamentu so natanko iz tega konca napadli Goloba, prvega ministra, češ da je odšel ravno, ko bi moral dobivati tako vprašanje, kar je utemeljen in upravičen. Pomislek, očitek je odšel iz seje, ja. In da ni mogel odgovarjati. Če ne bi seveda to izgovarjala SDS, ki bi morala biti tako 10 let tiho, ampak tiho, tako da sploh ustne, posebej pa poslanka Godec, ki iz vsake parlamentarne arene naredi neko borbo. Ampak če na koncu je pa v bistvu nekako upravičeno pričakovati od prvega ministra, da bo kaj povedal o tej zadevi, ki je dejansko vroča in pereča. Ker hkrati, vzporedno s tem, ko midva ugibava, kdo bi lahko bil minister za zdravje, se čudiva, da ga ni, se pa znotraj zdravstvenega sistema odvija pomemben proces, ki se tiče zavarovalnice Vzajemna. Zdaj, če še drži načrt, da se ta dopolnilna zdravstvena zavarovanja ukine, potem je pravzaprav poslanstvo Vzajemne, ki financira dopolnilna zdravstvena zavarovanja, pod vprašanjem in je na mizi vprašanje spremembe statusa Vzajemne zdravstvene zavarovalnice. Zdaj, ta zavarovalnica je zdaj na nek način, kako ne rečem, zadružna. Zavarovalnica, ki je v bistvu nastala zaradi dodatnega, dopolnilnega zavarovanja. Lastniki so vsi zavarovanci. Ja, to bi bilo dobro, če ti meni vsem malo bolj pojasniš. Jaz sem se sicer danes zjutraj po naključju, ko sem bral portal Necenzuriran Precirano podučil o tem, da se dogajajo kar take stvari in mogoče celo razumem, ampak vem, da si ti tukaj dosti močnejši, kot sem jaz. Mislim zdaj tako, če vzameva neko klasično, običajno zavarovalnico, ki je organizirana kot delniška družba, je pri upravljanju te zavarovalnice zadeva relativno enostavna. Se pravi, tisti lastniki, ki pridejo na skupščino, imajo toliko moči oziroma toliko glasov, kolikor delnic imajo. Medtem ko pri Vzajemni zavarovalnici oziroma zavarovalnici vzajemnega tipa so pa lastniki in upravljavci vsi zavarovanci. Kar pa na koncu dneva pogosto pomeni, da zavarovalnico upravlja tisti, ki se boljš organizira, ki se boljš omreži, ki boljš slobira in ki je skratka boljš organiziran za to, da prevzame vzvode vpliva pa moči v tovrstne inštitucije. Mi gremo, da Štajerska gospodarska zbornica, sem bral, ad 1, ad 2 pa šokantno, da je SD, to se pravi
ne Združena lista, Socialni demokrati, ne, Slovenije, da so v bistvu vzdržujejo oziroma so proti. Ne. To pa je šokantno, glede na to, ne, da je predlagatelj tako rekoč vlada in je to tako rekoč črka B, potem ko je bilo rečeno A, to je bilo pa ukinjanje dopolnilnega zavarovanja, kar je bilo edino pravilno. Ne. Se pravi, v sami koaliciji prihaja do nekega lobijskega loma in je, da so lobisti tako v desetini obiskovali poslance in jih poskušali prepričati, ker to bo potem, ko bo izvoljeno, mislim, da se te dni o tem glasuje, pošlo potem na državni svet, ki bo dal veto, ker bo verjetno tudi tam lobiji prijemali, potem bo treba nazaj za 41 glasovi potrditi. 46 glasovi potrditi. In je veliko vprašanje, če se SD vzdrži in še koga nakrhajo, potem to šlo skozi. Ne. Ampak to se mi pa zdi šokantno, da SD je, nikoli nismo zamolčevali kritike SD-ja, ki je izredno ranljiva na lobijih in kapitalskih, se pravi, stranka dveh obrazov, ne, po eni strani socialdemokratskega, po drugi strani pa popolnoma neoliberalnega, ne. Ampak če na tej točki spodrsne, potem bo pa treba to vsak teden naslavljati kot. To si je pa za zapomniti. Ja, mislim, da je zdaj tako, ta proces, ki se odvija zavarovalnice Vzajemna, se strokovno tujko se imenuje demutualizacija. Zdaj to demutualizacija ne pomeni, da se bo nehalo mutiti. Ja. Pomeni, da se bo prešlo iz te vzajemne skupnostne lastnine v lastnino z znanim in opredeljenim številom delničarjev. To so pač postopki, ki so v zavarovalniškem svetu znani, seveda konfliktni, zaradi tega, ker je pri takšni operaciji zelo veliko interesov. In pač omenil si Štajersko gospodarsko zbornico, pač gospodarski svet je organiziran v omrežja, ker pač drugačne gre, in pač tukaj imamo opravka z nekimi geografskimi središči gospodarske moči, ki so pa zaznali, da se da njihovo specifično težo in vpliv povečati s tem, da imajo pomembno besedo v Vzajemni zavarovalnici. Jaz ne vidim logike v tem, da ljudem, ki vplačujejo s svojim denarjem v nek projekt, ki naj bi bil skupen, odvzameš moč za to, da si jo za njihov denar prisvojiš. V tem, mislim, tudi v ekonomskem besednjaku tukaj ne bi smel biti lepih besed. To je preprosto kraja. Ali pa če hočeš, to je preprosto nepošteno. No? Ne, tako rekel, ne gre za krajo, ker tam gre za to, da zmakneš neke materialne dobrine. Ja. Tukaj gre za nematerialno dobrino. Gre za to, da se izmakne dobrino vpliva in moči. Ja, ali je denar materija? Seveda je, moč na koncu je tudi nek derivat materije, ampak tako je bilo, zato je režim propadel stari, oziroma samo upravljanje, ker smo imeli delegatski sistem pod tega tipa, ker na začetku je vladala neposredna demokracija, potem pa mutikracija naprej, ampak prav dejansko, na ta način. Kaj je to, kot motika? Mutiš. Ja. Veš, mislim, če greva mi v zgodovino delegatskega sistema, če si potem natančno bral ustavo iz leta 1974, si vendarle ugotovil, da tam nekje na začetku piše, da v tem sistemu, ki je sicer delegatski in samoupravni, pa avantgardno vlogo prevzema Zveza komunistov, in je naslova avantgardne vloge motikala oziroma mutila. Zdaj pa gospodarska zbornica, še pa razlika. In to je to, ker zato jaz naslavljam, dobro, lobiji imajo pač svoje interese. Ampak zdaj si proti zadružnemu sistemu. Nasprotno, jaz sem za zadružni sistem, za duha zadružnega sistema v smislu kratkega kurza VKPB, ker na zadnji strani
tovariš Josip Pisarjonič dal zapisati v kratkem kurzu VKPB, ne, da je antični junak toliko časa močan, dokler z nogo stoji na zemlji. Ko pa nogo dvigne od zemlje, takrat je pa ranljiv in ga bodo porazili. Se pravi, zadružni sistem, kakršen ga je že Krek zakoličeval, ne, je bil ravno zaradi tega uspešen, ker je bil z nogo na zemlji, ker je korespondiral z ljudmi, potem je socializem rekel neposrednimi proizvajalci, ampak drugače pa tudi z kmeti, z ljudmi terena, ki so čutili, da je to del njihovega sistema in ta tradicija še danes v Sloveniji funkcionira. Kaj pa so drugega gasilci, čebelarska društva, lovska društva, taka je drugačna društva. Ta tradicija se je v Slovenijo resno usidrala. Civilna zaščita. Civilna zaščita, ne, in tako naprej. Civilna zaščita pa je ena dobra en dober otrok socializma, ne. In, a veš, to se pravi, zadružništvo ima svoj smisel, ima neko svoje poreklo, ne. A veš, in recimo, zato se tudi recimo v zdravstvu borimo za to, da bi v bistvu ta antenogo imel na tleh, ne v zraku, ne. Mislim, zadnjič, ko je bila Tarča, ne, ko je Erika Žnidaršič lepo speljala, ne, in tam so bile pol same gospe feminizem. Enkrat se mora lotiti športa pa nogometa ženskega, ampak drugič ne. To se pravi, same gospe... Nekaj se ti bliska v očih. Ja, ne, mislim, mika me, da bi o tem debatirala. Ne. Resno me mika. Skratka, tam so bile gospe in ena od njih je rekla, Vida Čadonič Špenč konkretno, ne, je rekla, češ komentatorji ne razumejo, ne, da smo mi tudi NSI za javno zdravstvo, ampak ne pa za državnega. Javno ni enako državno. Ne. Ja, kaj za Boga pa je drugega? In takrat sem pomislil, oziroma zdaj pomislim tudi za nazaj, ne, kako lepo je z davkoplačevalskim javnim državnim denarjem biti poslanec v državni javni ustanovi, ki se ji reče parlament, biti izvoljen od ljudstva in zagovarjati privatizacijo nekega foha, ne? Na račun iluzije, da je to javni prostor. Ne? Skratka, veš, mi smo v obratni poziciji, se zavzemajo za javni prostor, delamo pa v zasebni firmi. Ne? Tam pa ravno obratno, ne? Pustijo k sebi lobiste, zato da procesirajo zasebne interese v hramu, tako rekoč, javnosti, če tako rečem. Ne. To so ti anahronizmi, ki jih nekako ne moreš drugače videti kot neko močvirje, ne. Neko slovensko politično močvirje. In na drugi strani pa ogromno poslušamo ogromno govora o transparentnosti. Karkoli bomo delali transparentno. Ne. In v tem, dobro, težko bi rekel, da zdaj recimo Svoboda pa Levica nista za transparentnost v tem primeru, ampak SD pa zanesljivo ne, če je seveda to res, da v končni fazi ne bodo podprli ne, tega zakona, oziroma to operacijo za vzajemno, v kateri je transparentnost ravno v tem, da vsak deleži v nečem, se pravi, kar je vplačeval, ne, v svojem deležu. Ne. Ko se omenim, da imamo državno zdravstvo, ne, mislim, kaj je zdravstvo? Zdravstveni domovi, ki niso državni, so občinski. So občinski. Ja. Že na tej vse občine so državna stvar. To je v domeni države. Ni res, to je lokalna samouprava. Lahko da, ampak so v domeni. Ni država. Je država v umnem pomenu besede, ne v organizacijskem. V umnem pomenu besede se ve, o čem govoriva. Ne. Moderna država je duhovno materialna institucija, ne, in seveda lokalna samouprava je samo zaželeno. Ne. Zakaj? Zato, ker je to sestavni del socialne organizacije v tej državi. Ne. Ampak zdaj, mi se ne moramo pretvarjati, da živimo v angleškem liberalnem modelu, v katerem je od prvega trenutka doktrina, ne, da je samo eden Bog in ga predstavlja kralj oziroma kraljica in tam je koncentrirana vsa moč odločanja v moči, o tem se pogovarja parlament, vse drugo je pa civilna družba, ki pri moči nima kaj, ampak države pa ne prepusti k ničemer, k sebi, v ničemer drugem razen v vojski, policiji in določenih administrativnih organizacij. Skratka, tudi ekonomija je civilna družba. Mi ne živimo v tem modelu, ne ameriškem in ne angleškem. Mi smo v kontinentalnem modelu, imamo tudi pokojninski sistem tako postavljen po Bismarcku, ne. Imamo postavljen zdravstveni sistem na ta način in šolski sistem imamo postavljen na ta način. K nam udirajo vzorci iz popolnoma druge politične kulture. Ne? In to v interesu hitrih zaslužkov kapitala, hkrati pa
kar je pa najbolj interesantno, recimo v zdravstvu, ne, z garancijami monopola, ki ga daje država in javni. Ja, ti govoriš o dveh različnih političnih kulturah. Ja. Jaz mislim, da je treba še eno distinkcijo vnesti. Gre tudi za dve različni tradiciji kapitalizma. Veš, ko se je delal tipologizacija kapitalizma, se je rekel, da ta del kapitalističnega svetovnega sistema, če poenostavlja, ki gravitira proti Nemčiji, je označen z pridevnikom koordinirani, ki je drugačen od laissez-faire, ki ima svoj izvor niti ne v Franciji, ampak v Veliki Britaniji in potem čez navezava na drugo stran Atlantika. To sta dva precej različna konkurenčna modela organizacije kapitalizma, za sabo vlečeta ali pa ob strani stojita dve različni tradiciji politične kulture in družbene in organizacije družbenega. Ja, in o tem je samo o tem govorim. Se pravi, če rečeš A, moraš reči tudi B. Se pravi, ne moreš en del tistega, ki paše nekomu, ki kuje dobičke, prevzeti iz one druge kulture, vse ostalo pustiti pa v prejšnji kulturi, vključno z monopoli, lobiji, z takimi in drugačnimi zaščitami, takimi in drugačnimi privilegiji. Kjerih monopolij govoriš? Govori preprosto o koncesionarskem sistemu, pa ne samo v zdravstvu. Imaš koncesije za urejanje vode, imaš koncesije za to, tretje, se smo v samih koncesijah. Tisti, ki živimo tako rekoč na prostem trgu, smo že pravzaprav osamljene srnice, ki se jih lahko strelja, kadar se jih hoče. Zdaj, če se pogovarjamo o čistem logiki trga, o Adamu Smithu, o kemično čisti obliki, potem je treba vse segmente pobrati, ne samo ene. Adam Smith je bil moralni filozof v prvi vrsti in pač je trg bil vezan na visoke moralne kriterije. Ja. In točno to je bistvo vsega kapitalizma. Pri nas je to, mi se radi pogovarjamo o idejah in idealih, spregledujemo pa to, da imamo močvirje, v katerem gre preprosto, v katerem je ime igre prigrabizacija. Močvirje, nekaj uporabljaš besednjak, ki ga je uporabljal Trump, ko je govoril, da bomo izsušili Washingtonsko močvirje. Kam ciljaš? Trump je v bistvu najboljši primer te zamočvirjenosti, kar te rečeš, če si govoril o nečem, o čemer te nisem vprašal, pomeni, da je to tvoj problem. Naš problem dejansko to je. In ta zamočvirjenost je ideal povprečnega človeka, ki pride pri nas do oblasti in moči, je še vedno prigrabizacija, ne etični kodeks, ne kakšne moralni standardi, ki jih reče v imenu družbe. Celo ne v imenu Boga ali pa religije, to je čist crkveno, v imenu družbe. Nikakor več, samo še prigrabizacija, zato da bodo ljudje naredili razliko do drugih ljudi in bodo ustvarjali nek novi sloj. Ravno to jaz zdravništvo učitam. Mislim, ne zdravnikom, ampak cehu kot zdravniški zbornici, naprimer, in tem. Skratka, o tem se je treba pogovarjati, treba je v politično debato in pa tudi v parlament pripeljati pravzaprav eno čast, mislim, profesionalno čast, tako ne rečem, en fair play, ne more biti, citiram vedno Alenko Godec, ki je prav smešna v vseh teh, začne takoj, vzame rdečo cuno in začne napadati bika. Vsaka debata je bikoborba. Ni vsaka debata bikoborba. Včasih je to pač soočenje argumentov in prepuščanje gledalcev in poslušalcev, da si ustvari mnenje, kdo ima boljšega. Ne pa stalno napadanje, da ne rečem laganje, ker laži pa serijsko letijo v teh krogih. Predpostavka pri teh izmenjavah argumentov je, da tudi vladajoča koalicija kdaj posvoji argumentacijo opozicije. Ja, absolutno, seveda. Argumentacija je vedno moč, ki jo črpa iz same sebe. Argument je sam po sebi. Kdaj si pa zadnjič to opazil, da bi se to zgodilo? To je problem. Zato rečem, da je to močvirje. Ker ni, mislim, ne vem, so določena omizja, ki jih poslušaš, mogoče tudi v kakšnih tujih zahodnih debatah, ker vidiš, da imajo ljudje pač fair play, sprejema argument
zaradi argumenta in povedati, mogoče sem se pa jaz tukaj zmotil, če to tako je pa tako. Skratka, nekaj, kar z užitkom poslušaš. Danes v prevladujočem vzorcu, ko se z ljudmi pogovarjaš, konkretno danes sem se spet zjutraj pogovarjal z eno damo, ki je rekla, jaz enostavno teh občil več ne gledam in ne berem, zato ker je sam negativizem, zmerjanje in jaz nimam več živcev za kaj tasga. To ni v redu, ne? Zakaj ne bi razpravo in informacije in tako naprej umirili, kot žogo na nogometnem igrišču, o tem pa bomo morali govoriti o feminizmu v fuzbalu. Ampak hoče reči, argument ima svojo težo sam zaradi sebe in se mi zdi, da o tem bo treba več govoriti. Kolega Markeš, hvala za tokrat. Se vidva na naslednji tekmi. Drži.